Jutri zjutraj se bo uradno začela prodaja atraktivnega Peugeota 408 v Sloveniji. O tem avtomobilu smo v Avtomobilnosti poročali že konec lanske jeseni. Bom priložil povezavo, da si lahko pogledate. No, jaz pa bom na tej domači tiskovki manjkal, ker bom v avtomobilu. In vozil se bom po avstrijski avtocesti, verjetno bom takrat nekaj okoli Flachova na poti v Nemčijo. Torej, o 408 bomo v prihodnjih tednih, ko bomo snemali test. Danes pa sem pripravil tudi nekaj na temo Peugeota serije 4. Namreč lansko leto sem obiskal muzej v Šošoju. To je na francosko-nemški meji. In takrat sem se posvetil predvsem karavanom. Danes smo v tem muzeju zaradi tega avtomobila. Namreč tukaj postane očitno, kako zelo drugačni so današnji karavani. Poglejte samo tega 404, kako zelo škatlast je. Je pa posebnost tega avtomobila, da je imel prostora za 6 potnikov. No, jaz imam zelo rad prostorne karavane, ampak dva Peugeota, ki imata pri meni zares posebno mesto, pa imata tudi štirica v imenu, pa sta povsem drugačna, bolj atraktivna. 403 Cabrio in pa 404 Cabrio. Ta oddelek na tem mestu pa ima pri meni kar malce posebno mesto, namreč kar malce nostalgičen postajam. Zaradi tega, ker s takšnim kabrioletom sem pred okoli 15 leti tukaj po Šošoju naredil nekaj kilometrov. Takrat sem videl, da so bili vsi tele avtomobili prijetni za vožnjo in bi lahko tudi danes shajal v vsakdanjem prometu. In tretja je zdaj, smo rekli, tja. Sam dol. Tako. Četrta pa je zdaj na sredo, pa od sebe. Tako, evo. Ta četrta. Wow! Veš, da sem prehiter. Pelem 60, namesto 50. Kastelji, če si se 80 pelil, bo že kar navaren. Ja. Posebej mi je bil všeč tale 404, marsikateri afriški taksist še danes uporablja takšne limuzinske verzije 404. Ta Pininfarina verzija je seveda bila primerna bolj za tisto elito. Če zgodbe iz Šošoja še niste pogledali, mislim, da je kar veliko možnosti, da vam bo zanimivo. Zakaj tako menim? No, zato, ker je naš snemalec David Čavlji, s katerim sva snemala to zgodbo, po koncu snemanja izjavil, ta muzej bi pa jaz obiskal tudi v prostem času. Tako da, en klik, pa se lahko sprehodite po tem muzeju. No, jutri bom spet gledal nazaj in glede na to, v katero smer se bom jutri vozil, predvidevam, da se nekaterim rednim gledalcem Avtomobilnosti že sanja, katero zgodbo iz lanske zime bom jutri obudil. No, se vidimo jutri.